Na zadnji seji mestnega sveta Ljubljanskega leta 1936 je njegov ud Viktor Andrejka, polkovnik v pokoju, predlagal, naj bi mestna občina poskrbela za dostojno zadnje počivališče našim zaslužnim možem. Pri tem ga je zlasti vodila misel, da bi se zbrisala s sveta velikanska sramota, ki jo je kazalo zapuščeno, opustošeno in oskrunjeno pokopališče pri Svetem Krištofu. Mestni svet je sprejel predlog. Škof, dr. Gregorij Rožman, je odstopil mestni občini precejšen kos pokopališča v Arkadah, prostor, ki ga je nasvetoval v ta namen profesor arhitekt Jože Plečnik. Mestna občina je dala za preureditev potrebno vsoto in oddala delo mestnemu arhitektu Ivu Spinčiču. Delo se je začelo leta 1937 in je bilo dokončano jeseni leta 1938. Dne 30. oktobra je novo častno grobišče blagoslovil član mestnega sveta, kanonik in arhidiakon dr. Tomaž Klinar, ob navzočnosti zastopnikov oblasti in kulturnih institucij. V svojem govoru je predsednik mestne občine dr. Juro Adlešič za to častno grobišče določil ime Navje. Arhitekt Spinčič je preuredil ves kompleks tako, da obiskovalec nima vtisa, da prihaja na pokopališče, marveč v lep park s stezicami in poti, z drevjem, zeleno trato in pisanim cvetjem, med njim pa se dvigajo spomeniki zaslužnim možem. Poprejšnje arkade so se temeljito popravile. Pri urejevanju so gledali tudi na to, da se je ohranil, kolikor je bilo pač mogoče, tudi milje prejšnjega starega pokopališča. Zato so se prenesli tudi nekateri stari, lepi klasicistični in biedermajerski spomeniki s stilnimi napisi, da se vsaj nekoliko tudi pokaže velika kultura nagrobnih spomenikov od konca 18. in tja do srede 19. stoletja. Ekshumirani so skoraj vsi pozemeljski ostanki naših zaslužnih mož pri Svetem Krištofu in preneseni na novo urejeni prostor. Prav malo jih je še ostalo na starem prostoru, ker so bili žal že izginili spomeniki in ni bilo mogoče več določiti prostora, kjer so počivali. Prenesli pa so tudi samo spomenike, ker pozemeljskih ostankov ni bilo mogoče več dobiti. To velja za spomenike Antona Tomaža Linharta, Valentina Vodnika, Matija Čopa, Emila Koritka in Jozefa Resla. Pozemeljski ostanki dr. Eda Šlajmarja, Ivana Groharja in Frana Masla Podlimbarskega pa so bili preneseni od drugod. Nekateri grobovi, Kopitarjev, Tuškov in drugi, so bili že prej na sedaj preurejenem prostoru. Ves prostor je ograjen deloma z zidom, arkadami in živim plotom. Vhod je z Vilharjeve ceste. Po stopnicah, ki so napravljene iz kamenja starih zapuščenih nagrobnih spomenikov, se pride skozi portal z železnimi vrati. Ljubljana ima originalen, dostojen in arhitektonsko srečno rešen svoj panteon, kar pride zlasti do veljave, ko ga krasi pisano cvetje med zelenjem in drevjem. Spomeniki so večji del skromni, a okusni, ne kričeči. Skromni, kakor je naš narod. Glavna zasluga za to častno grobišče gre gotovo iniciatorju ideje, polkovniku Viktorju Andrejki in škofu dr. Gregoriju Rožmanu. Zapisal načelnik mestnega kulturnega oddelka dr. Rudolf Mole.